Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes moram z vami deliti eno zgodbo. Mene je dejansko spravljal solze. V glavnem tako od hvaležnosti, od radosti, od tisto, kar rečeš, wow, dogaja se premik pri ljudeh. Zdaj pa poslušajte. Rada bi ti povedala, da sem dobila službo in to v bližini svojega doma. Srečna in hvaležna sem do Lune in nazaj in hvala tebi. Takrat, ko sem bila pri tebi, si mi rekla, boš videla, septembra boš v novi službi. In poleti, ko sem pošiljala vloge, tisti krasen življenjepis in v glavnem še bolj pomembno, tisto krasno zahvalo, na konc koncev ne vem, kako boste najdali video, kako napisati prošnjo za delo, nekaj takega sem posnela, ampak v glavnem, kar je pomembno, ko vi pišete prošnjo za delo, ne razlagate o tem, kako ste suhoparne zadeve, ampak pomislite, kako bi lahko svojim talentom, ki ga imate, ki je unikaten, ki je neverjeten, obogatili to delovno mesto oziroma dodali svojo vrednost tam, kjer pač iščete službo. Pomislite svojim talentom, kaj je tisto, kar lahko dodate. In ko greste na razgovor, najbolj pomembna zadeva je napisati v istem dnevu tej odgovorni osebi, ta, ki je imela intervju z vami, pač zahvalno pismo, da si vzela čas za vas, da vam je bilo všeč, kaj vam je bilo všeč. In da jo še enkrat spomnite, da veste, da svojim talentom, da s tem, kar vi znate, boste doprinesli k tej organizaciji, k temu podjetju, tako in tako vrednost. In predvsem ne v štartu razlagati, koliko hočete zaslužiti. Verjemite mi, če boste delovali iz svoje iskrene želje, kako boste dvigali vrednost temu podjetju, vi boste s tem plačani več, kot si lahko sploh zamislite. No, zdaj pa vam preberem naprej. In potem ta gospa pravi naprej. In poleti, ko sem pošiljala prošnje, sem v redkih trenutkih dvoma zaslišala. Septembra. Takrat sem se prepustila in samo zaupala in verjela, da se vse dogaja v najvišje dobro, da dovoljujem, da bo rezultat presegal vse moje pričakovanja, da sem hvaležna za vse, kar imam in da si zaslužim obilje, ker jaz sem, kar sem. Obdelujem knjigo, ko imajo čakre žur. Stran za stranjo čistim vzorce in probleme. In te dve knjigi, čakre plus duše, sta res orodje, s pomočjo katerih se spomnim, kdo v resnici sem. Iz njo prav tako se čuti, da si je čarobnost, božanskost, res ta polni svetle energije. Hvala, da si jo napisala. In ja, lejte, to je bilo moje orodje, mojega čiščenja, mojega preporoda. In jaz sama pri sebi mislim, pa če boste mečkano tega naredili, ta preporod v sebi, ker sem jaz naredila, pa to je cilj je dosežen. Če eni duši pomagam, cilj je dosežen. In a veste, to je največje plačilo, kar je sploh možno. Hvala, da si jo napisala. In potem priporoča še naprej dve knjigi. Eno sem leta prebrala z veseljem, Biti ženska in kaj moški lahko naredi za to. In druge še nisem prebrala, Partnerstvo, in sigurno jo preberem. In vam povem, vsak odnos je partnerstvo. Vsak. A se gre za službo, a se gre doma, a se gre pač ljubezensko, vse je partnerstvo. In v partnerstvo se vedno gre, da ti nekaj dodaš, je tako kot recimo teniška igra ali pa podajanje žoge. Ti vržeš, dobiš nazaj. A veste, in enostavno teče energija. In nekoč mi je en moder mož rekel, če vam nekdo neprestano zabija žogce, vi lahko brez slabe vesti rečete,
te igre se pa ne grem več. No, in prav ta gospa je imela službo, kjer so ji leta in leta zabijali žogce. In ni dobila povišanja, vedno je bila ocena, da ni po mnenju nadrejenih sposobna upravljati višjega dela, da ni dorasla drugačnim nalogam, pač po oceni teh ljudi, ki so nadrejeni. In ko so preverjali, kakšno karmično vez ima s temi ljudmi, je dejansko morala odpustiti, ker se poznajo iz prejšnjih življenj, kjer je bila vedno zatrta, vedno je bila potlačena. In ona zdaj v tem življenju je rabila točno take odnose v službi, da je predelala, odpustila, zgradila svojo vrednost, da je stopila iz obrambnega položaja in da se je začela zavedati, da v osnovi je ona velika, svetla duša, ki ima v sebi tak potencial, ampak ne more ga izraziti, dokler je v sovražnem odnosu s temi dušami. Tako da v glavnem, glejte, če nikakor ne morete narediti korak naprej, če nikakor ne morete napredovati, če nikakor ne morete se osvoboditi določene službe ali pa odnosa, komu morate odpustiti? Kdo je tisti, in lahko sami preverite z mišičnim testom, sovražim dušo tega človeka. In boste videli, da po večini, ko prideš do tistega odnosa, ki vas najbolj tlači dol, je vedno sovražim dušo tega človeka. In je povezano največkrat z zadnjim življenjem, in v zadnjem življenju ta duša tega človeka vas je po vsej verjetnosti ubila na nek način, in zdaj v tem življenju se pač učite odpustiti, spustiti, postaviti se zase in predvsem nehati ponavljati nek vzorec, ki vas je pripeljal do tega. No, zdaj vam pa povem še eno zgodbo. Gospa, ki je bila pri meni, ima moža, ki poskrbi že takoj zjutraj, da je v hiši drama. Je že nekaj narobe. Pač najde, ali je skodelica narobe obrnjena, ali je mleko premalo toplo, ali kruh ni pravilno narezan, ali ker imajo podjetje, tam ni nekaj v redu. V vsakem primeru. Zjutraj se že začne drama. In kakšna je gospa? Gospa je sivkasta, brez energije, sesuta, pač kot palačinka na cesti ali pa kot pohojenčik. In prva stvar, kar se ona uči, ko sva delali z mišičnim testom, je pokazano, sovražim dušo tega človeka. In dokler ona ne bo počistila sovraštvo do duše tega človeka, jo bo moril. In pač potem, ko sva naprej delale, so prišle do zadnjega življenja, kjer je dejansko ta človek bil partizan in jo je posiljeval. Pa vam še en drug primer, recimo prav zadnje življenje, ena gospa, to je pa odnos oče-hči in sta v takem odnosu. Oče jo, zdaj tukaj sami dejte tisti pi, ampak oče jo jebe v glavo. Vse, kar ona naredi, bo on negiral, jo bo zasmehoval, bo pač nekaj naredil, da ji bo dal vedeti, da je v osnovi, dajte podnapise, piece of shit. Pač nihče. In so pogruntali s to gospo, da v zadnjem življenju jo je nekje tam, kjer zdaj oni živijo, on je bil partizan, ustrelil direkt v glavo. In kaj zdaj dela? Pač na drug način jo mori. In vam povem, da če imate odnos nekoga, ki vas na nek način mori, vas je v enem od preteklih življenj umoril, ustrelil, vam je odvzel svobodo in ravno tako v tem življenju vam jemlje svobodo in vašo življenjsko moč, vi se počutite nemočni, jezni in izhajate iz sovraštva. In dokler ste v tej energiji sovraštva, ne morete iz tega odnosa. Zdaj pa pojmo na rešitve. Rešitev je sicer preprosta, zdravilna molitev dekodiranja, potrebno je noter ustaviti, se pravi vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s sovraštvom do te osebe. Začnite delati na tem, da boste rešili najbolj tiste ključne odnose,
ker zdaj pa res meče tisto, kar je treba počistiti. Zdaj pa kaže res vso resnico, takole gre na plan in zdaj pa začnite res delati na sebi, ker boste videli, tako kot se je tej gospe zgodilo, dobila je novo službo v novem kolektivu. Vem, da je to krasen kolektiv, ker poznam ta kolektiv in vem, da so ljudje, kjer cveti pozitivna energija. In poglejte, dokler ona ni odpustila, ni mogla naprej. Tako da ravno tako za vas, če ne morete naprej, odpustite, zato da boste lahko naredili premike v svojem življenju. Tako da dovolj za danes. Pejte naprej, delajte na sebi in dovolite, da se v vašem življenju zgodi vse dobro. Uživajte!